sir na svetu, paški ovčice. Ja, to pa vem, to je pa noro. Ok, zdaj pa lagre. Ok, kako bi rekla naša mami, dragi moji, dobrodošli na Akt podcast, z nami je Dušan Kovač. Živijo, Dušan. Živijo, pozdravljen, kako je? Ste v redu? Da povem nekaj o Dušanu. Dušan je, jaz ga vidim kot enega velikega raziskovalca, definitivno je moj učitelj in ena enciklopedija vesoljnega znanja, se mi zdi. No? Vse različnega znanja. Ja. Jaz bi pa prej še zelo milo prosila, če se nam priključite, subscribe, se pridružite in ker vam pripravljam mnogo zanimivih in lepih pogovorov. Tako da, Dušan danes ni prišel gor, nisi prišel peš. Ne. Jaz se te spomnim, lani poleti si prihajal k nam, bos, potem makadamu in peš, ne? In ti si, kaj si prej govoril našemu Jakatu, da mora hoditi bos, ne? Jaka razlagal, da teče, ker je pač zmekša in je na istem terenu, kot sem jaz, ne? Ampak da sem mu predlagal, da je bolj, da hodi bos in tudi proba bos teči, ker z 2 kilometri bo naredil 20. Ker v bistvu to je najbolj učinkovita brezplačna masaža celotnega telesa. Ko gremo v hrib, nekako masiramo spodnji del telesa, ko gremo s hriba dol peš, masiramo pa glavo pa pljuča. In pa celotno telo. Zakaj glavo pa pljuča? Zato, ker s korakom ti kar... Ko gremo dol, brenzamo z prsti s tem predelom. Ko gremo gor, več delamo s peto, ne? Ker gre. Refleksoterapija, ne? Dol s peto bolj. Ne. Najprej s prsti stopaš. Če bi s peto najprej stopil, bi ti spodrsalo. Vedno s prsti pa pol s peto. In je ta hoja dol, ne, je v bistvu po eni strani še veliko težji kot gor. Za telo, ne. Ja. In bolj je grob poden, bolj je groba pot, boljši je, ker doživiš tudi to, da ti glavo kratko obrne. Toliko se dotakne globinsko vsakega organa, nadijev, tudi na tem subtilnem nivoju, to so energetski kanali, ki jih zelo težko, če ne delamo jogo, če ne delamo te razne dihalne vaje, skozi hojo po takem bos je pa vse narejeno. Ti si rekel, 2 kilometra je enako 20 100%. Ja, 100%, ker so mi povedali to prijatelji iz Nizozemske, ki so to prav testirali in so delali te primerjave. Hoja po travniku bos, hoja po zemlji ali pa hoja po grobem pesku. Je popolnoma razlika. Dušan, ti meni toliko zanimivo, ti najdeš testiranja za take stvari, ki se jaz pa nisem vedel, da obstajajo. To pa je testirano, pa to pa je preverjeno. Ja, jaz sem zelo veliko v stiku z ljudmi. Jaz sem bil pri Sai Babi, tam sem srečal vse. Sai Baba v Indiji. V Indiji, tako ja. Videl si ga, ali kaj? Bil sem direktno, meter stran od njega, ne enkrat, 19krat. 19krat? Zelo blizu njega in veliko mi je dal, veliko je spremenil na meni in kakorkoli me je tepel, bom rekel tako na subtilnem nivoju, pa dolgo leta nisem dojel, za kva se sploh gre, ampak je pa naredil veliko in večno hvaležen, ne samo njemu, ampak tudi vsem učiteljem tam, ki so me učili. Jaz sem imel pač to milost, čeprav se mi je zdel po en stran, pa sej brez veze, zakaj ne bi šel tudi jaz v Gojo, pa ne vem, malo po Taj Mahalu, pa okoli, ampak meni je baba prilimu takoj učitelje in jaz sem se gibal vse po periferijah, po teh odmaknenih templjih, šolal sem se dobesedno v divjini z ljudmi, dobival vsa ta znanja, sem tudi eden izmed 5 svečenikov v Evropi indijskih, ker sem dobil tudi, šolal sem se gor, dejansko sem dobil znanje od njih, delam vse obrede, agnije, pudže, agnije, ritual z ognjem. Bog ognja, agnije, ne, to je v bistvu element Boga ognja, Agnija, ubogajo vsi bogovi. Ne? Ker ogenj je element, ki vse, kar ni prav, sežge in se ponovno rodi. Feniks. Ne? In je, čeprav za mene so vsi elementi enako vredni. Ne? Od vode, zemlje, zraka, ognja, element duše,
je zelo pomemben, 12 elementov je v univerzumu, jaz obrede delam in informirano hrano z 8 elementi, ne? Je prana je tudi element, ki je zelo pomembna za telo. Imamo, v bistvu to so energetski kanali, ne? In je 72 000 kanalov je v nasubtilnem telesu, ki je povezan s fizičnim telesom. No, zdaj te bom kar prekinila, to se mi dve učiva pri kundalini jogice. Mislim, kako je vse povezano, ne? Absolutno. To je neverjetno, Ja, mislim. ja. To so v bistvu na nek način te energetske točke v telesu, ne? Ja. In mislim, to je neverjetno. Zato je res neskončno dobro znanje. Ne? Brano lahko primerjamo z Različna elektriko, znanja. ne? Z elektriko jo lahko primerjamo. Ja. Ne moramo jo tipati, ne moramo jo videti, ne? Ampak Vemo pa, deluje. da je. Vemo pa, da je in Ja. deluje. Ja. In je to najbolj zanimivo. Meni se zdi, da vsakič, ko zvem nekaj novega, se odpre en predalček v meni, da kaže, vse to pa že veš. Ja, Vse ja. to pa že veš. Ja. Vse to je pa tisto, ki si takrat enkrat razmišljal o tem. Ne, Vse pa kako vemo. se- In jaz kako sem se- dušen na floratu, ne veš, ampak jaz dušen tako pokličem. Zadnjič sem sedel tam in se gledal v oblake in se mi je prikazal en slonček in sem rekel, zdaj moram pa dušena poklicati. In sem dušena poklical in mi je povedal vse, kaj to pomeni. In točno pa na koncu se veš, ko se pogovarjam, Ja. sem jaz nekje že tle vedno. Ne. Točno to, Fenomenalno. točno to. Mi imamo vse to not, zdaj samo prebujamo, ne? In da je prišlo do enega velikega prebujenja pri ljudeh, zato je tudi toliko strahu, toliko zmede, ker tisti, ki smo že visoko zaveščeni, se tudi zavedamo vseh teh udarcev, vseh teh preizkušenj in jih prenašamo v bistvu z lahkoto. Ker tako ali tako imam vse, kar mi je življenje dalo. Imam zdrave roke, zdrave noge, zdrav telo, zdrav razum. To je največje bogatstvo. Nikoli ne moreš izgubiti, če imaš to, ker imaš vse orodje, ki ga je pač božanstvo dalo, da lahko z njim delaš. Ampak če pa si bolan, naprimer, je pa to, kako ti bolezen doživljaš? Ti se ukvarjaš, zdaj se ti ukvarjaš, se pravi, z zdravilnimi, kaj je to, napitki, tinkturami, mislim, razvijaš ta svoja znanja oziroma se žemaš vsa znanja od vse posod, kar veš in znaš. Kaj je zate, kako ti doživljaš bolezen? Kaj je zate bolezen? Kaj je zate rak? A je to... To so samo negativni vzorci nepravilnega pristopa življenju. In je to opozorilo. Bolezen je samo opozorilo, da smo na napačni poti in da moramo enostavno se usesti dol, pa premisliti, pa ugotoviti, da moramo začeti po drugi poti hoditi, živeti, razmišljati, jesti, hoditi, karkoli. Ja, Ne? ampak naprimer, jaz poznam veliko ljudi, ki so naprimer živeli, se pravi, zdravo so jedali, gibali so se pravi, vsem tem parametrom, tako kot mi mislimo, da je zdravo življenje, so ustrezali, pa naprimer zbolijo. Pa so od In rojstva? Ne vejo, zaradi česa. Pa ne. so od rojstva tako živeli. Ja, tako naprimer, kaj Če zdaj? so od rojstva res Ja, živeli, ja. če je to res njihova resnica, potem so s karmo to pridelali. Ker ko duša zapusti telo, ne, 24 gramov vaga duša, ne, to je izdih, ne, so ga tudi fizično so zvagali in ugotovili, koliko duša vaga. Ja, to vem, ja. Ko duša zapusti telo, sabo vzame element, v katerem živimo. Tam je zapis slabega in dobrega. In ko se mi ponovno utelesimo v neko telo, zapis vzamemo seboj. Pa ne glede na to, če sem bil v elementu vode, pa grem pol v element ognja, gre ta zapis tja. Jaz lahko vzamem drug telo, pa rečem, jaz po temu ne več bom po drugmu. Sam, če sem se jaz tam pridelal negativne vzorce, negativnih delovanj, tako kot pozitivnih, ampak da jih je teh velik negativnih, gre to z mano v telo. Ne morem se izogniti zakonu karme. Tisto, kar seješ, to žanješ. Ne? In ko pridemo v to telo, je lahko tako, da živim superjodno, ampak sem se že kot duša odločil, da bom zaključil ta ciklus življenja z rakom. Če je to karmični ciklus. Pa lahko to odločitev ti v bistvu pol v svojem življenju spremeniš. Naprimer. Lahko. Lahko? Z No, saj to me zanima. izjemno nadgradno samega lastnega duhovnega razvoja, pa do Ozaveščanjem. ozaveščanjem, točno to. Zato prej smo se pogovarjali o nadijih, o subtilnih telesih, po teh stvarih. Vse moje delo tlih temelji na tem, ne? Mi ne moramo nahraniti
govorimo o prani, za to subtilnost, to čudovito energijo, vse te sisteme, če v fizičnem telesu ne vnašamo pravilno hranila noter, ne pijemo vodo, se ne gibamo in vse to, ampak to je samo en delček tega. Tisti najbolj važen del je pa ta ki je v bistvu en center vseh informacij. Delovati more pa razum, pa srce. In tukaj največ ljudi pade, zaradi tega, ker se obremenjujejo s tem, ka en kadi, pa drug pije, pa tretji meso je, pa četrt to je. To je narobe. Dajmo mi ta del raj pozdraviti, ker bo ta ozaveščenost toliko visoka, da itak nobenega motil, kaj kdo dela. Aha. Če to njegovo, da se on odloči tako, zakaj ga ne bi glihko spoštoval kot tistega, ki je vegan ali pa vegetarijanc? Glihko njemu izlivam ljubezen. To je njegova odločitev in jo spoštujem. Ni pa rečen. Jaz imam kar nekaj primerov, ko je pri 97 gospa umrla, pa je 7 škatelj cigaret na dan pokadila, pljuča pa popolnoma čista. Kaj je bilo to? Ogromno gibanja, jutranje pitje vode, je lepo povedala, kako je živela, pa nikoli ni pokvarjeno razmišljala. Kakšna Siciljanka, veš, Siciljanka. Nikoli ni pokvarjeno razmišljala. Ja. Nikoli ni gojila nobenih zamer do nekogar. Nikoli ni gojila ljubosumja. Nikoli ni upravljala. To pomeni, če ni bil človek zraven nje, ni nikoli govorila o njemu. Ne? In to je tisto, ki je naredilo to celostno njeno pot življenja, od subtilnega do fizičnega, do mentalnega, stranega, kozalnega, eteričnega telesa popolno. Ampak Dušan, zdaj oprosti, ker zdaj jaz tako to sprašujem, ker me namreč nekaj zanima. To so zelo mejna znanja, ne? To, o čemer ti zdaj govoriš, se pravi, da mi z razmišljanjem si privabimo neke slabe stvari in tako naprej. Toliko je teh teorij, ljudje so, vidiš, kako smo zmedeni, mi smo vsi zmedeni, milijon je teorij, vsi pišejo, vsa družbena omrežja so polna pisanja, kako moraš dobro razmišljati in ne vem kaj še vse. A smo mi sposobni to v resnici tudi živeti? Ker se mi zdi, da ne. Ker vidim jaz, da naprimer duhovni učitelji, ki jih jaz zelo spoštujem, ali pa neki ljudje, kar naenkrat zapadejo v neka sovraštva, pa tam vidijo črno, pa tu vidijo, pa tukaj nas Lahko jaz nekaj vprašam. nas opozarjajo, da mi nečesa ne vidimo, kar vidijo oni. Kaj je zdaj ta kaos? Ni, dokler smo tukaj na zemlji, ga ni mojstra, ga ni razen red agorov na tej zemlji, to so v Indiji. Red agori. Agori, to so agori. Agori so nad Brahimi. Oni so tisti, ki držijo to temo pod kontrolo, ki se dogaja. Oni niso podvrženi karmi. Vsi ostali smo podvrženi karmi. Do 8. dimenzijske stopnje razvoja se vedno lahko vrnemo nazaj. Po 8. dimenzijski stopnji pridemo v 9. naprej do mezosfere, nič več. Imamo v bistvu 29 energetskih čakr. Ne? Srce je 0, pogre pa dimenzijsko. -1 plus 1, -2 plus 2, -3 plus 3. Zdaj smo že na -4 plus 4 in že vibriramo na +5, -5. Zato se teh otrok, ki se zdaj rojeva z ogromnimi talenti, znanji, poduhovljeni že, to so te nove duše, ki prihajajo in spodrivajo ta trodimenzionalni svet duš na prostor drugih planetov, kjer bojo bivali, še zmeraj, dokler se nojo osvestili, dvigali, razvili v neko višjo razvojno stopno zavesti in da bojo lahko na te zemlji, ki je res neki najbolj čudovitka, kar more biti, sploh pa Slovenija je fenomenalna dežela, da bojo lahko prišli nazaj, ne bojo se mogli vrniti. Ne? In potem je spet do vrha, do mezosfere, do glavnega dela, kjer je ta modri steber luči, ki je informacija vsega božanskega znanja. Od tam določeni mojstri, kot je Uma Shankar, vleče ven informacijo. Jaz sem bil priča v Beogradu v Titovih Užicah, ko je prišla iz Megatrenda, iz inštituta Nikola Tesla, gospa, ki niso znali eno formulo razrešiti, ker jim je ena majhna stvar jim je falila in so prišli njega prositi.
On se je samo za moment odmaknil, priča smo bili, ki je zavibriral in je s flomastrom na tablo zapisal formulo. So jo odnesli, po 3 dneh so mu javili, da drži. In potem se ga vprašali, kako je to naredil. Ja, je rekel, sem na tej stopni, da pridem v ta steber, kjer so znanja od Tesle, od Einsteina do Newtona, do vseh teh raznih inteligentnih ljudi, ki so nekaj naredili za to človeštvo in ki so zapustili nekaj in sabo odnesli in če je dober namen, vedno dajo. In je tako prišel do informacije. In tega smo sposobni vsi. Vse normalno, dajmo se razumsko razvijati, ne prehtevati. Doskrat tisto, ki smo prej govorili, je ta prehitevanje. Ne? Vse smo vsi podvrženi karmi. Tudi vreme je tako in kad je sonce in kad zagrmi. Ampak nekaj drugega je bolj pomembnega, da hitro spoznamo, da ni prav in da znamo odpuščati, da znamo reči oprosti, da znamo reči ne glede na vse zelo hitro, ne da se to, ta jeza vleče, pa zamera vleče, to je ego, to je to, ki je Ne? Čim se spustimo na razumsko raven in dol na srce, oprostimo takoj. Ne? Ja. To je to. Lahko jaz nekaj vprašam? Jaz opažam, odkar sem se spustil v to razmišljanje malo bolj. Ne? Ja, on je bil kritičen in ni verjel nič. Ne, pa jaz sem bil skeptik. Jaz sem res bil tako, moram vsaj malo mora biti nazaj, se pravi, povratnih informacij. Se tudi jaz. Povratnih informacij za to, da lahko začnem. Ampak jaz sem to srečo, da sem od nekdaj imel tak način razmišljanja. Kako bi ti, recimo, jaz gledam zdaj svet, tudi sebe gledam informacije, 1001 informacij. In to so različne stopnje. Zdaj, ko vem, o čem govorim, lahko rečem, to je ena stopnja, da rečemo po številkah, ne. Začetna stopnja 1, pa zadnja stopnja 100. In ti na dan lahko dobiš informacij stopnja 1, stopnja 7, stopnja 75, stopnja, a veš, kaj mislim? Kako nekomu, ki je skeptik, ki je laik, kje bi ti recimo predlagal, da začneš z neko pot razsvetljenja, oziroma sem prvo rekel razsvetljenja? Jaz sem zadnjič... Spoznavanja, na pot spoznavanja energij. Pa da ne rabim delati, naprimer, če mu je zoprno, da temu rečemo duhovna znanja, pa duhovni razvoj, pa tako naprej. Kje nekomu, ki je skeptičen, ki ne razmišlja na ta način, kot mi se zdaj tle pogovarjamo, kje naj začne, kaj je najbolj preprosto, kar velja za vse nas in ne glede na vero, ne glede na stopnjo, da smo bolj osveščeni, manj osveščeni, razsvetljeni pa verjetno najbojo, mislim, so samo nekateri, mi pa dajmo živeti tukaj in zdaj. Hvala, mama. Mamica, veš, ne more svoje kože. V glavnem, moje vprašanje je bilo, kje bi ti, recimo nekomu, ko ga srečaš na ulici, rekel to, kar jaz govorim, tudi kasneje, s tem pa začneš. Da se postavi pred ogledalo in se najprej vpraša, koliko se ima rad, koliko se ljubi, koliko spoštuje sebe, svoje telo. Začeti treba pri sebi noter. In če mu je naroden gledati v ogledalo, samega sebe in da si hod na živce, je to prvi korak do duhovnega spoznanja, da treba najprej sebe ljubiti, sebe spoštovati in korakati naprej in ugotoviti, kaj bi bil pripravljen narediti za to. A je pripravljen zjutraj prej ostati pa se pogovarjati sam s sabo pred ogledalom, pa iti na sprehod, pa sam sebe pobožati, pa sam sebe reči ljubim te. Pa se sezut, pa malo potrpeti. Karkoli od tega, ker to je prvo spoznanje, ko enkrat sebi rečeš iskreno ljubim te, potem lahko šele drugemu rečeš ljubim te, ker ne moreš reči drugemu ljubim te, rad te imam, če sebe nimaš rad. In to je prva pot do tega spoznanja, da se začne svet v samem človeku noter drugače vrteti. Škoda je preskakovati pa jeti kar takoj na neke stopnje šolanja, kjer se izgubijo, ker duhovnost ni tako lepa, pa tako elegantna, kot si mislijo. Ko mi enkrat odpremo srce, ko se odpremo božanstvom, energijam, smo naenkrat na 50 težjih preizkušnjah, kot kdajkoli prej, ker nismo več pasivni, ker smo aktivni. In to ne pomeni, da imamo smolo, da nam nekaj ne rata. Ne, to smo kar naenkrat začeli intenzivno preskakovati, cel kup enih obdobij življenj, zato ker gremo čez najtežje preizkušnje. In te najtežje preizkušnje sploh ni tukaj preizkušnja, niti ni strah, to je samo učenje. In če to spoznamo, da je to učenje, da ni nevarnosti, da imam še zmeraj vse, tisto, kar je glavno,
svoje srce, roke, noge, da sem zdrav, da me nikdar nič ne boli, da zjutraj vstanem, ne glede na to, če včasih malo poškilam, še zmeraj dobre vole, da lahko vodo spijem, hvaležen sem, da lahko vodo pijem, hvaležen sem za hrano, ki jo jem, hvaležen sem za naravo, hvaležen sem, da ljudi lahko gledam. To je to. Vmes pa tudi zagrmi, pa da se malo razjezim, je pa tisto, ko sem rekel, takoj odpustiti, takoj odmakniti, pa iti naprej. Ne? In ta začetna stopnja je tista, najprej me sam sebe rad, najprej pri sebi poglej, na sebi začni graditi, na ljubezni do sebe, potem se lahko šele gradimo naprej. Top shit. Jaz se podpišem po to. Ti si tudi povezan z Kogojem, našim velikim umetnikom, in vaju je saj baba povezala, ali kako, kje ste se poznala? Oskar Kogoj je v bistvu bil že pred mano pri babi, svojo soprogo Tatjano, izjemen, to je toliko velik mojster, da se Slovenija niti približno ne zaveda, kakšen mojster je v Sloveniji, kakšen, težko je reči, jaz mislim, da je več kot mojster, no, on to, kar je. In bilo je to v bistvu eno, naključje itak ni, slučajev ni, ne. Bila je ena rojsten dan od saj babe bil in so imeli za darilo, je Oskar podaril vsem, takrat so bili gor, srčke, ali pa je bil Božič, ne bom da je točen trdil, ker ta katoliški, ki so ga Hrvatje pa Slovenci organizirali, in je srčke naredil, te zlate srčke, ki jih ima, in jih je pač trebalo gor spraviti. In je bil malo problem, ker se noben je upal na avion naenkrat toliko peljati. No. In jaz sem pač to naredil, to je bila prva stvar, ki sem jo naredil za Oskarja, čeprav ga še nisem poznal. Potem sem pa eno predavanje v Novi Gorici, lih od pripravkov od tega mojega dela, in je bila Tatjana, soproga od Oskarja, je bila tudi tam. In sem jaz govoril o vseh teh vrednotah, v teh zadevah, od babe in to, in je prišla in rekla prav, predstavlja se je, ne, jaz sem pa že prej enkrat prosil, če kako bi jaz prišel do Oskarja, pa so rekli, da zelo težko, da je Tatjana tista, ki je vmes, da pač je prav, da je, ne, da če ne bi ga ljudje kar pojedli, enostavno bi ga zmanjkali in da prek nje lahko. Ne? In vsi so nekaj rihtali, vsi so nekaj povezvali, pa ni bilo nič, ampak je baba sam zrihtal, maestro naš, da sva jaz pa Tatjana prišla skupaj, jo je rekla, ti pa Oskar pa dosti enako razmišljata, bi bilo fino, če bi se spoznala, in tako sem jaz prišel do njega in tako sva ratala zelo dobra prijatelja. Predal mi je od dekana Ivana Mozetiča, iz Cerkljanskega, ker je bil, v bistvu je bil župnik, kot 5. otrok na Cerkljanskem, če je bil sin, je pač mogel je za župnika. Njega je pa veselila medicina in mu je mama, ki je rekel, da ne bo župnik, da bi zdravil ljudi, da ne bi sramoto delal, mu je dala cizo knjig, da je naredil iz medicine. Pa spet je že začel hotel zdraviti, je rekla, ne moreš ti rost se nabirati, če ne veš, še kakšnega zastrupu, pa je mogel še z botanike narediti. Ne? In to je eden največjih zdravilcev na našem področju, če ne celo v Evropi, celo Ašič se je učil od njega. Ne? In jaz sem, potem je bilo po tistem 72, ki je zapustil telo, je Oskarju predal vse ta znanja, te stvari. Kakšen lep izraz, zapustil telo. Ja, in je potem Oskarju tudi nekako rekel, da naj to preda nekomu, ki bo znal s tem naprej delati. In po 42 letih je to Oskar Kogoj v Žalcu, ki smo omenili, srečanje je bilo ene galerije njihove, pa župan je bil, je to predal meni. Obe te škatle vsega tega znanja, in ko sem jaz prišel domov, sem eno stvar, ki sem naredil tako, kot pri žrebanju, sem roko noter dal, pa potegnil ven listek, je bilo pa seznam teh zelišč, ki on terjake tudi delal. In sem videl, da je čisto tudi razpored je mu isti, kot jaz. In sem vedel, da je to tisto, kar sem dobil od gor in da je on del mene noter in da deluje skozi mene, da je to, kar potem sem šel še naprej gledati in sem videl, da dejansko je že delan to, kar je on delal. Samo da sem je šel potem še nadgrajevati in delati. No in tako so z Oskarjem zelo, zelo povezana, se slišva, mislim, da so včerajšnjem govorila, ker se naslednji torek dobiva in v njihovo galerijo pa prideti,
se lahko zmenimo, gremo enkrat skupaj. Ja. To je Absolutno. fenomenalno. Mislim, kaj je on vse naredil, kako je on, vse z energijami. Pri Oskarju ni nič narejenega, da ni povezano z energijami, s prano, z vsem tem pretokom. Vsaka njegova stvar je narejena in v hiši bi mogel vsak Slovenec imeti vsaj eno stvar od Oskarja. Mi imamo, tako da veš. Ja. Kozarce, tiste karafe Ja. in še, mislim, upam, da se bomo lahko zmenili še z njim imeti en tak pogovor. Se bi bil on za to, ne? Takoj, Lahko takoj, pridete skupaj, ne? takoj. Lahko pridete Ja. skupaj, pa se usedemo. No, dej pa bomo se res zmenili, se bom jaz čez 14 dni z njemu zmenil, pa potem, ko jaz pridem nazaj, pa se z njemu zmenimo, da damo termin, pa jaz sem gor pripeljem. Ja, V takega redu. umetnika. Ja. Povej, zdaj si me spomnil tudi, to sem jaz pri tebi prvič slišala o tistem prahu, ki ga je Sai Baba naredil iz niča. Lahko sem nekaj vprašam, če Ja. naprej nadaljujemo. Dej povej z ljudem, ki ne vejo, kdo je Sai Baba. Na hiter. Aha. Kolikor hiter lahko, ne? Saj baba, ne? Saj pomeni sveti, baba pomeni oče, ne? Sveti oče. Zdaj, Avatarja ste gledali film, ne? Vsi ti bogovi, ki so utelesijo na ta planet Zemljo, pridejo z nekimi sidi, močmi, ne? Od 11 do, ne vem, 12, odvisno. Krišna, Sai Baba pa Prema Sai, ki je zdaj, so za 16 sidi, to pomeni univerzalnimi močmi Boga. Bog se vedno utelesi, je utelešen v vsaki duši, vsem nam, ampak nekatero telo ali pa nekatero dušo pa izbere za sebe, skozi katero deluje. Da proba ljudem prikazati, da kako lahko obični človek, mi kot taki, ki smo, delujemo kot bogovi. Če delamo pravilno, če se držimo resnice, ljubezni, miru, nenasilja in pravilnega delovanja. Saj v teoriji je lahko govoriti, ne? V praksi življenja, ker smo vrženi kot ovce med volkove, je pa to velika, velika preizkušnja, ampak hvala Bogu, da imamo njegovo podporo, da nam tukaj pomaga. In dejansko je Sai Baba je eden od 3 z največjimi močmi, ki je bil v tem telesu na zemlji, predtem je bil Širdi. V muzeju, ker so te prerokbe, pa to, ko so bile zapisane, jaz sem bil v tem muzeju, je že Jezus že rekel, ne, krstnik je krstil z vodo, Jezus svetim duhom, nad mano pride pa oče. Ne. Ja. Mohamed, 500 let kasneje, ga je pa natančno opisal. Prišel bo s košato glavo, Bog, ko bo hodil po zemlji. Imel bo 149 centimetrov. Imel bo 49 kil, pa 36 številko noge. Prepoznali ga boste po zdravilnega prahu, te vibuti, po materializaciji prahu, prstanov, verižic in pa po rojevanju, kar je najbolj pomembno, zlatega jajca lingama, ki se glih tako v njemu razvija kot otrok. Isti čas. Ne? In da razumemo, da v Indiji otrok se rodi star 1 leto, ker od spočetja do rojstva je 1 leto. Ni 9 mesecev, je 1 leto. Ne? To oni tako Ja. razlagajo, ali kaj? Ja, Ne, ne, to je pravilno tako. Na Tako kak so način? izračunali. A tako so izračunali? Indijska veda, moramo nekaj razumeti, zakaj. Indija je itak, jaz pravim tako, ne, toliko milijard, to ni milijarda pa 800 milijonov, ko govorijo. Jaz sem delal za ene donacije, za kempi, ko smo imeli na seznamu 570 vaščanov, kjer smo jim prinesli te železne kartoteke, da jih kobre ne pojijo, da imajo pa za te šole. Bilo jih je pa čez 6000. To so bili neprijavljeni. Zdaj si predstavljate, koliko je teh kempov, koliko je tega, pa da ni prijavljenih. Aha, to se pravi, da Koliko je jih število, je več. bistveno še več, večje. ja. Oni imajo približno 30% rodnost, če bi tako rekli, ne, na 1,5 milijona jih umre 490 000. Ostalo živi. Ne? In dejansko je Indija je ena posebna dežela. s temi- posebna dežela, vsako temi stvar znanji, zapišejo, vse zapišejo, vsako spremembo vremena, vsako stvar. Jaz pa en prijatelj, ki sem bila dol od Putapartija nižji, je rekel prav, ja, Evropa utemelji indijsko klimo, mi bomo imeli pa evropsko. Pa ga je ta kolega vprašal, po kom pa to veste, je rekel, mi živimo na istem ekvatorskem pasu, on vse vedo, kje je Slovenija. Je rekel prav, pri nas na jugu je začela rast breza pa smreka. To pomeni, da se
krog obrača. In to se tudi resnično dogaja. Ne? In Indija ima vse zapisano. Vsako malenkost pišejo. Zato v bistvu to je najstarejša veda v znanju vsega. Zato, ker nič ne spustijo. In tudi poučen so tako že kot otroci pod zakonom karme. Zato se ne obremenjujejo, če na ulici, jaz sem na ulici človeku hotel dati 50 €, ker sem videl, da je jedel olupke od banan pa tega, moje pa očala z močno dioptrijo pa kar lukance not. Pa sem mu rekel, da mu dam, naj si gre hrano kupiti, pa naj jene, je rekel ne. Prav, čez en teden bom na istem. Prav, če mi že hočeš pomagati, da mi pomagaj očala zrihtati. In sem mu očala zrihtal in je Nada rekla, še zdaj, kadarkoli je bila ona še dalj časa tam, kaj jaz, je rekla, še zdaj mol za tebe pa poje. To, on se je zavedel svoje karme, da je to njegova karma in da mora to delati, zato da bo v naslednjem življenju drugačen. In to je tisto, ko priješ do spoznanja, se ne obremenuješ niti z revščino, niti z nobeno stvarjo, ampak enostavno deluješ. Dej ti meni, Dušan, raj povej, da gremo mi v Indijo skupaj. Ne, zdaj še ne dokončal vsaj badi, prosim. Ja, no in avatar pomeni, da se Bog utelešuje v mojstre, v avatarje z manjšimi purnami, večjimi purnami, močmi govorimo, a ne? Ampak vedno z namenom, da pokaže, kako lahko Bog kot človek živi na zemlji, kako lahko deluje in kako treba delovati pravilno, ne da zganjamo fušijo pa take stvari. In on, kar je ustvaril v Indiji, on je bil do 14 leta, je bil pri starših, pa je pa staršem povedal, da odhaja in tudi vedeli so oni, kdo je, ne. Že kot otrok, ki se je rodil, so v tej sobi njegovi vsi inštrumenti začeli igrati svoj badžan in ta badžan se še danes poje. To je ta božja pesem, ki ga je imela mama na njivi, da je lahko delala na njivi, in ker ga ni imela takoj pokritega za tisto čez zibelko, da mu ne bi sonce sjal v obraz, je kobra, king kobra, je imela glavo nad njemu, nad zibelko razširjeno. Ne? In ta king kobra je kasneje enkrat prišla direkt v ašram, to so mi povedali ti naši, ki so bili takrat prisotni, in je prišla in so se vsi ustrašili, kaj bo, in jih je baba pomeril, rekel, da kaj mu je ona naredila in da pač zapušča ta svet in se je prišla posloviti. Tako kot slon od njega, tako kot vse. In v bistvu je on začel šele pri 14 letih delovati. S tem pa, da so ga vmes pa označili, ker je otrokom, ki niso imeli knjig, niso imeli, v bistvu oni so imeli tablico, pa te svinčnike, pa radirke, pa take stvari jim je on materializiral, pa bombone noter. In so ga v bistvu nekako hoteli označiti, tako da je neki črn, da ni v redu, da on to neki dela, kar ni prav, ne? Da ni to v skladu z Šivo, v skladu z vsem tem gor, ne, bogovi. In so ga imeli zaprtega v eni baraki in so rekli otrokom, naj ga polijo z oljem pa zažgejo. In so to naredili, ampak je on v bistvu nad svojo to barako prignal oblak, da je to pogasil, tem je pa samo pošiljal ljubezen. In ti otroci, ti sošolci, kakorkoli temu rekli, so ga spremljali do konca. In kakorkoli so ga dali na preizkušnjo, je vedno pokazal vse z ljubeznijo. Vedno. In pri 14 letih je v Puttapartiju začel iz nič, takole je sedel, pa milijarde je ustvaril, vse, kar so mu prinesli, je dal v vsa izobraževanja, vse fakultete, vse osnovne šole, vse v Puttapartiju, starši ne plačajo ne za obleke, ne za knjige, ne za nič, če se držijo tega pravila oziroma teh napotkov in pa pravil, ki pač morajo biti za šolanje, izobraževanje do doktoratov, do vsega. Isjak Target, tak je bil lastnik Hard Rock lokalov, mu je podaril, mislim, da okoli $112 milijonov, so naredili bolnico. Kjer, če imaš vizo, če si tam in če pride do kakršnekoli stvari, imaš brezplačne operacije, brezplačno, edino, kar tam ni medicinskih sester, tisti, ki te pripelje, te neguje, dokler se sam nisi sposoben. Ne? In je v bistvu, ko so delali, Nemci so delali statiko, za luster, Italijani pa luster. In je bil luster 9krat težji od statike. In je baba rekel, ne, kar gor ga dajte bo stal. Ne, in to so zdaj, fiziki hodijo, vsi hodijo gledati, kako lahko avto na zobotrebcu stoji. Ne. S tem je hotel sam pokazati, ne, kaj vse je mogoče narediti, kaj lahko človek naredi,
če je pravilno usmerjen, če deluje po edini in najbolj pravilni religiji, ki je edina, ki je pravilna, je resnica, ljubezen, mir, nenasilje in pravilno delovanje. Nikomur in ničemur ne povzroči bolečine in trpljenja, ker si ga tudi sam ne želim. Write Kako that pa je down, on na te Jackie. vplival, ti si bil blizu njega? Kako si ti to Jo, jaz sem prišel gor tako iz Ferbca. Že sama zgodba, kako sem jaz gor prišel, jaz sem hotel iti, ker sem bil premader mir in sem prišel iz Nemčije, so me nekako navdušili, da bi šel v Peru. In sem jaz že imel tudi eno vezo v Limi, da bi vse to tam, Mader Mir, kaj je to? tudi ena od svečenic, Aha. ki pa z očmi gleda in čisti belo prdečo nič življenja, karmo pa te stvari. Izjemna, izjemna. No, in sem bil gor, v bistvu sem hotel operujati. In doma na računalniku sem gledal, malo, kaj bi šlo, pa jih sam ne bi z njimi lutil, ker nisem tip, da bi tamle hodil samo po nekih templih. Mene malo zanima ta divina, domačini, tukaj se največ naučiš. Tisto, kako on v resničnem življenju delujejo. In na eni določenih straneh se mi je Saj Baba kazal. Saj Baba. Sem rekel, v redu, pogrem pa ke. Ne? In potipkam Bojana Gorenca, ga pokličem in to je bilo 14 dni. Mal sem 100 evrov pri sebi denarja. To, je bilo treba dati rezerve, pa pasoš, fotokopijo, da pripravi vizo pa te stvari. Pa je bilo pa treba spraviti 2000 pa še nekaj evrov denarja za gor. Jaz nisem od denarja. Mal sem ene aparate za čiščenje ožilja, ki sem jih imel na rezervi in me je par dni po tistem, ker sem razmišljal, kjer mu ne rečem, da se sposoditi, da moram to treti. Pa se pa spomnim, se je čak baba, če sme pa vabo, pa mi pa še denar zrihti. Ja, kako ne grem gor, če nimam? 100 evrov sem dal, da se pa deba še za kofe nimam. In me je na gospa klicala iz Kranja, če imam 9 aparatov. In sem jih imel, takrat sem jih prodajal po 990 evrov in sem imel večkrat dovolj denarja za v Indijo. In pok sem z Indije prišel, je hotel jih imeti še 9. Ne? Ampak, ker sem gor prišel, jaz nisem šel pol iz Bojanom Gorencem, pa s to z njegovo skupino naprej po 8 dneh, ampak jaz sem se odločil, da bom ostal pri njemu, pri babi. Ker sem pač, namen je bil pri njemu. No in takrat se je začelo, jaz sem bil gor tako, zdivjan. Sem videl tisti red, pa tisti drenanje tistih indičkov, pa sem pa ke, jaz sem jim bodičke dajal, to so frčali okoli. Tako, kar malo sem bil tako agresiven, ne, ker jaz sem pričakoval, da v ašramu pa to, da bo red, da bojo tako stali gor dol. Indici, ne, vsi drugi so, ne. No in nekako mi je začel Klikar tako počas delati, pa so me, hvala Bogu, začeli dobivati Džani, Milan, čudoviti ljudje, res čudoviti ljudje, ki so mi dajali smernice, ker so bili že večkrat tam. Ne. In jaz sem se po teh smernicah nekako držal in res so mi dali oni neka pravila, ki so bila jasna in teh pravil sem se nekako skušal držati. Hodil sem redno na vede, pred Daršanom, pred kakšnim programom, zanimiva zadeva, mislim, jaz sem pa sem bil na glav dol, pa v momentu, ko sem pa, to je toliko močna energija, vedske molitve, te vibrirane, da ni nobena stvar toliko močna. In pa so me navdušili za te lajne hoditi, da če vsaj enkrat, dvakrat, trikrat prideš v prvo linijo, ki gre baba meter stran, pa pol metra stran od tebe, ne, da je to že krasna milost. Ne. Od 19 sem bil 18krat v prvi liniji. Ne. Ampak vse, kar sem ga prosil, sem dobil. So talali prasat. To je v bistvu baba zblagoslovi in potem študent je njegovi angelni v belem na moški strani, na ženski strani ženske. Potalajo med ljudi. Dobiš enega, mogoče dva. To je v bistvu blagoslovena kakor sledica. Aha. Na konc programa pol to hrano potalajo. Ja. In jaz sem kad rečem, joj, s vami, pa še tako vprašam enega, ta zraven, ti, bez dobo lahko pet, ne? Pravi, dej, jaz že 30 let sem hodil, pa še meni več kot 2 ni dobu, kje ti bo pet dal? No, bo ti dal. In jaz rečem, s vami, lej, za mojo pupo, za moje doma, imam 3 punce, pa to 5 jih rabim, še 4 jih rabim, enega imam. In jaz ko naredim, hvala ti s vami, pa takole roko dam. 3 metre stran je študentcev en visok, črn,
lepo rejen, je takole vrgel, tiste 4 komade, sem jih takole ujel, je on zraven rekel, a ne mogu verovati. Ampak jaz nisem za to nič mislil, jaz sem pa nekaj posebenega. Ne, jaz sem tisti moment rekel, vse ve, kva mislim, vse ve, kva govorim, vse ve, kva delam. Pa s kom se jaz igram? Kva jaz počnem? Ne? To tebi nekaj te kliče, ne? Ni ga več. Vse ga lahko ugasneš. Kva jaz počnem? Film se ti zavrti. On vse ve. Nič mu ne morem zatajiti. Tudi če ga ne gledam, je on v meni. In takrat sem jaz začel resno tole vse skupaj. Resno imati, ja. Po sem pa prišel pred Ganešo, ki preden v Ašran, ko stopaš, pa preden greš v mandir, je Ganeša, je ta, kjer se kokos razbija, ja, kjer predajaš svoj ego. In to sem mi tudi povedal, kako se to dela. Venc ti srož, postaviš, na moški strani si daš lepo tisti vibuti gor in zaprosiš Ganešo, da vzame vas ego, kar ga je v meni, ki mi škoduje, ki mi ne deluje dobro. In pol je pa taka šina in tisti kokos stolčeš. Zdaj pa, bolj prepričan, da moraš ego ven dati, ga zdrobiš. In jaz vem, ko sem ga prvič udaril, so drobci leteli naokoli. In meni so začele solze teči. Pa greš pa okrog tega tempelčka, mislim, kjer on stoji, ne, in poješ Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Ganešino mantro. In jaz sem tako nekako čutil na bolečino. In po mi en svečenik rekel, prav, ja, Dušan, ti si mu hrbet obrnil enemu od življenj. In po sem po 108-krat bos hodil okoli kar nekaj dni, da sem se mu probal prikupati, da me spet vzame nazaj v naročje, to je Šivin sin, v prispodobi je zaščitnik, če sin reče tega, vzem Šiva pod svojo kontrolo, vzem ga, on svojemu sinu Ganešu verjame. Nikoli ne bo dvomil v tem in ga bo vzel vseb. In tako sem šel to prvo pot, pa sem bil povabljen na eno puđo, je tak me je pol učil, ko so delali te obrede, meni se je to toliko dopadalo, jaz sem prav čutil, pa to je znam, pa to sem jaz delal. Pa sem pa enkrat srečal tega svečenika na cesti, pa sem ga prosil, če bi jaz kupil en tak linganček, pa da bi on povedal ene 3 mantrice, pa nekaj, kako jaz to naredim, pa bi jaz to delal. Pa mi takole pokaže s prstem gor, prav, jaz te moram naučiti vse te obrede delati. Sem rekel, odkot pa tebi to, jaz še ga 3 mantre ne znam vrnk zapeti, par mantr znam, kako mi jaz to znal, to, kar ti delaš. Prav baba je dal komando. In tako se je začela moja pot, ko sem se začel šolati, učiti za svečenika. Že po 5-6 teh prisotnosti tam je prišel z 2 cekarji k meni v apartma, je rekel, nared, deli. Sem jo brez napake naredil. In kar naenkrat sem jo odprl. Kar naenkrat. Vse, od mantr do vsega. In tako sem začel graditi, pa jeti po tej poti. Tudi to delo, ki ga zdaj upravljam, je bilo gor, ker sem rekel, lej baba, imam veliko talentov, kuhar sem, znanje imam, kako bi lahko ljudem dopovedali, da Bog obstaja, ker z besedam jim je toliko težko povedati. Toliko težko jim je dopovedati, kaj morajo narediti, kako se treba pogovarjati. Dajmo to narediti skozi hrano. Da jim jaz naredim nek produkt, kjer bo noto vnešena ta tvoja čista ljubezen, tvoja čista zavest in ko bojo to zaužili, da se jim začne to zavestna pot dvigovati, da bodo začeli spoznavati sami sebe, da imajo Boga v sebi, da lahko začnejo drugače živeti, drugače razmišljati. In tako sem jaz začel sestavljati vso to zgodbo, ta mozaik, v bistvu ga je on, me je uporabil kot pastirja, kot taga, ko je. Priznam, da sem večkrat volo zgubil, zašel, ker me je bilo že strah, ker je vse bilo povezano z materialnostjo, z temu stvarnem svetu, ki je, ne. Ampak vedno in znova sem se dvignil še močnejši in še močnejši. Kot Feniks iz pepela. Ja, resno. In sem veliko ljudi tudi prizadel, zato ker sem bil jezen na njih. Kako ne razumejo, ne? In se jim upravičujem vsem, kakorkoli sem jih, ampak vem, da jih nisem. Vem, da so dobili tisto porcijo, ki so jo rabili od mene, koliko sem jaz od njih dobil, in da če so to spoznali, vsaj del tega, kakor sem jaz, so na pravi poti. Ne?
Pa vidiš povezava, si odgovoril na vprašanje, ki sem te hotel vprašati. Ne? Če je tudi kaj temnega v zadnji, če pridejo taki cajti težki, tudi zate, ki si vse to dal skozi, ki vse to znaš videti čisto, ne? Pridejo pa tudi časi, ko je stiska, recimo. To hudo, iskreno povem, tako trnovo pot, ki Nandika pele, za uničevanjem embalaže, robe, ki je čista, ne bom govoril, ker spoštujem vse, vsakogar, tudi tega, ki uničuje, ker te nekaj nauči. Da so te tinkture, ki jih dela Pripravke, kulinariko. Kulinarike in zdaj, preden boš nadaljeval, jaz sem si zapomnila, kje si končal, bom samo povedala, tole je en tak šprejček, ki ga že, mislim, zdaj že 2 leti v bistvu uporabljam, kot en tonik mislim, serum, ja. Serum za kožo, mogoče, ker se sprašujete, ker me večkrat vprašate, kako lahko tako zgledam, nič ni treba botoksa. Je to čist naravni rastlinski? Čist naravni, ja, serum, predvsem pa imam to čast, da se imenuje Sirius Natural. To pomeni, ker sem jaz rekla, ko si ti... Po zvezdi, po zvezdani. Ja, ker sem jaz rekla, da ti to naredi zame. In ker je to meni tako dober del, ne? In je to bilo v začetku v enem takem malem šprejčku, čisto navadno. Tako. No in zdaj si to razvil in si dal in si rekel, to bom dal ime po zvezdi, Sirius. Ne? Moškega smo naredili pa po Taurusu. Je pa črn. Po maju. No, ampak... Nek jake, da sem le pošiljal, da bi mi pokazal. Jaz bom tudi rekel, meni to, če ni, v zadnjih 5 letih še ni prišel človek, ki bi mi točno leta moje napovedal, ta črn, ja. Jaz tudi tole uporabljam. Da pokažem. Evo ga. Sem pa Taurus in mi je všeč zaradi tega, ker jaz sem bik. Rekel sem, da smo dali po tebi ime. Vse je bilo naštudiran. Pa veš kaj, fura, jaz se ful s kremo mažem, zato imam tako kožo, zato izgledam mlajši. No? Ampak sem opazil, da če dajem kremo in če kdaj ne dam, potem, ko se recimo tuširam, se mi pa ful izsuši koža. Odkar to uporabljam, sploh ni pejnen. Ja. Ne rabaš nič. Mi smo to leta in leta se že družimo in uporabljamo tvoje izdelke, Baltazar in tako naprej. Tudi mi dva, naprimer, jaz sem večkrat hotela tebe predstaviti javnosti in tako naprej in nekako ne gre. Tako da vem, da imaš zelo težko trnovo pot. V bistvu. Ampak iskreno. Iskreno, čisto, ker jaz sem se v bistvu lotil res vse, ker vse je v naravi. Zato ni not nobenih konzervancij, nobenih aditivov, nobenih stvari. Vse je narejeno ročno, z ljubeznijo, na 5 postopkov. To ni malo dela. Če ljudje mislijo, da je to žakelj, pa ga pretreseš v manjše vrečke, pa gor marketing, pa reklama, tega pri nas v Nandiki ni. Sami nabiramo, sami predelujemo, vse delamo z vibracijo, z molitvijo, z zahvalo, za največjo hvaležnostjo do narave. Že to, da gremo v naravo nabirati, vedno, če ni vode blizu, vzamem vodo, se umijem in zaprosim zelišče, če lahko vzamem iz njenega doma in prenesem v svoj dom, v proizvodno, da naredim za ljudi, pa za vsa živa bitja nekaj dobrega, nekaj zdravilnega. To pomeni, da ona je pripravljena dati del sebe, da jaz iz tega naredim, da lahko dobijo ljudje del tistega zdravja, ki ga narava ponuja. In to je zgodba Nandike. Vse je narejen z dušo, srcem in z ljubeznijo. Dostikrat nas imajo za to, spet nekaj prodaja. Saj danes se vse prodaja, če tako gledamo, a ne? Ampak tukaj se gre za neko zgodbo, ki je v Sloveniji doma, ki je znanje potegnjeno iz velikih znanja ven potegnjeno od dekana Ivana Mozetiča. To ni uvoz Amerike, uvoz iz Nemčije, z kjerkoli. To je tukaj. Tukaj smo največji mojstri. 100% vsi v Sloveniji, ki smo tukaj. Mi dva modrujeva, kako je Slovenija zlata vredna. Še več, nima vrednosti toliko. Imamo 3 glav. Oče, Sin in Sveti Duh. Višnu, Brahma, Šiva. Imamo 7 jezera, 7 energetskih točk, čakr. A imamo vse? Ja, vse imamo. Je pa tudi tako, kot sem rekel prej, jaz sem človek, ki ko dobim neko vibracijo nazaj, takrat začnem verjeti. In tudi tebe, ki sem te spoznal, se spomnim pred časom,
ko sem bil še težek skeptik, sem rekel, to Dušan prbija, vidim to energijo, to navdušenje, ne more biti človek toliko navdušen iskreno nad nečem. Ne. Pa sem pa začel mic po mic, pa tle eno pastilo, pa Baltazar recimo. Ja. In jaz sem še zdaj presenečen, kako na dnevni bazi čutim, ko Baltazarja vzamem, čutim spremembo. Oziroma, tako rekel, ko ga ne vzamem, čutim, da mi nekaj manjka. Ker da nisem, pa ne ta neka bolestna, rabim odvisnost cena, ampak tako, kot da neko ravnovesje v meni vzpostavi. Ja, ker mi smo seveda, se veš, mi hočemo najprej preizkusiti, videti, pol šele verjamemo. Ne? To je normalno, to je normalno. Ampak jaz bi rad sem to povedal, da jaz izhajam ne iz nekega doktorja kemije, iz nekega farmacevta, iz nekega čistega zeliščara. Jaz sem v bistvu kuhar, mentor kuhanja. In me tudi ljudje večina poznajo po zelo dobremu kuharju. Vse, kar sem delal iz srcem vedno. In jaz sem skozi razmišljal, kako skoncentrirati to hrano, zakaj bi mogel pojesti 3 kile sadja, zelenjave, gob, da je moje telo nahranjeno s hranili. Kaj pomeni? Mi v prvi fazi hrano jemo zato, ne zato, ker je dobra, ne zato, ker je okusna, ne zato, ker smo lačen, ampak zato, da celica hormoni žleze vlečejo iz te hrane ven vsa možna hranila, vse vitamine, minerale, ogljikove hidrate, proteine, maščobe, vse, kar potrebujemo, vlečejo. Ostalo gre v balast, gre ven, skozi blato, skozi vodo. To pomeni, če ne jemo dosti kvalitetno hrano. In jaz dostikrat govorim vsem, ki vrtičkajo, dajte imeti to korajže, pa dajte svoj produkt jesen na analizo ali v Neutron ali pa v Hamilton ali pa pri nas doma, da vam zračunajo mikrobiološko vrednost, hranilno vrednost in pa vrednost težkih kovin. Da realno vidite, kaj v bistvu lahko jeste. Ker jaz sem že dal to parim in so to dal in so bili razočarani, ker so imeli tudi po 12krat presežek težkih kovin, pa na 800 metrov sedijo. Ne? In sem jim porazložil, kako treba, ker jaz imam tudi to gnojilo, ki sem ga naredil. Sem ga naredil prav z namenom, ne zato, da bo rasel. Raste tako, ampak zato, da zemlja dobi nazaj svojo moč, svojo energijo. In je ta gnojilo je polno dušika, polno vseh hranil za zemljo. Ker če je zemlja bogata, potem bo tudi produkt bogat. Če je mama srečna pa zdrava, bojo tudi otroci srečni pa zdravi. In mati zemlja je naša mama, ona nas hrani, ona nam daje vse. Prst, ne, se to je Sadhguru zdaj na celi. No, nekje se vprašam. Sadhguru, sam da povem, je bil na tej, kako se reče, turneji, ko je ozaveščal, kako je prst v bistvu osiromašena vedno bolj. Ne? Ja, čez 6-7 let, ne vem, ali pa mogoče 10 najkasneje, bo človek jedel popolnoma prazno hrano. In zato nisem še jaz delati gnojilo z nekimi hormonskimi, rastnimi hormoni, to, kar delajo. Pa, v bistvu mene pa nimam nič proti nobenemu. Moc ta fake tega marketinga, ki je neresničen. Ne? Ker v bistvu mi moramo govoriti o zemlji, zemljo moramo nahraniti, zemlji moramo vrniti nazaj to moč, da nam bo dala. Ker kdor posadi, pa da mu neki stvar zraste prehiter, nima cajt v vase potegniti hranilne snovi. Ker če gledam dol kras, pa njihova solato ali pa našo solato, ki imamo čudovito zemljo, nič narobe, fino raste, samo razlika je v tem, da tam solata rab dalj časa in ima večjo odpornost pridobiva, ker se more boriti, ker ni vode, ne zalivajo, pa glihko zrase. To je tako dihanje, ki imaš CO2 v bistvu, kako je že kisikov dioksid, odpira celice, zato da lahko kisik sprejema. In iz česa se ta solata brez vode hrani? Iz prane. Iz teh energetskih kanalov, ki so stalno prisotni in čez noč, ko se vlaga nabere, ona usrka to vlago vase. In iz te vlage naredi to čudovito obliko, ki jo ima. Tako kot roža, ki je največjih čudežev. Ona nima dvojnosti, ona nima dvomov, ona, ki zraste, se odpre cela vsemu srcem. Evo, zdaj smo pa na tistem področju, kjer jaz najbolj uživam. In tako tudi vse, kar je, ne? In tudi mi moramo tako. In tudi jaz, ki sem delal to stvar, ki sem razvijal to stvar, sem jo z namenom, da se ljudje ne ukvarjajo z nekimi presežki hrane kuhati, gor dol, ker jaz to vse poznam. Verjemite mi, bolj kot mrzkešen drug. Ne? In ta oblika, ki jo jaz delam, je ena vrsta oblike shranjevanja. Ne gre za dodatek, gre za kako iz
te mase, ki jo dela macerat, terjak, spagiriko, potem fermentacijo, da potegnem ven optimalna hranila v minimalni vrednosti uživanja, to pomeni 1 gram ekvivalentno 3 kg sadja zelenjave gob, 30 kapljic ekvivalentno 3 kg sadja zelenjave gob, 4 pastile ekvivalentno 3 kg sadja zelenjave gob. Zato, zakaj bi se jaz matru pa količinsko jedu, če si lahko skuham porcijo riža, ali pa proseno kašo, ali pa ajdovo kašo, ali pa polento in noter dam pol grama 5. dimenzije v prahu, pa malo na koncu baltazarjem pošpricam, pa imam polno vreden obrok. To sem ti hotel prej reči. Ja. Jaz odkar to jem, lahko pojem na dan takole za pest riža s temi stvarmi in sem zadovoljen. Absolutno. Nič ne manjka in sem Baziram pa na gobah. Ja, in ko si prišel sem, no, Ja. to pa moramo povedati, zdaj, ko bomo končali ta pogovor, bo šel, in jaz bom to posnela, bo šel Dušan, sem rekla, Dušan, zdaj pa gobe rastejo, pravi, ja, Jurčki. In potem sem rekla, tam imam jaz na enem hlodu neko lepo oranžno gobo, gor na hlodu mi raste. Ja, je rekel, daj pet, grem pogledat. No, in kaj si ti našel, kakšna lepotica je. Sem že vnaprej povedal, da je sigurno že plenka, ne? Ja. In da je to ena najbolj kvalitetnih gob, ki jo treba pač pravilno obdelati, ki preprečuje cel kup rakov, tumorjev, levkemij, na živčni sistem izjemno dobro vpliva, sploh na milinsko ovojnico, na amigdalo, ker amigdala je v bistvu center strahov, dvomov, ne, na vagusni živc, ne, ki je v bistvu klatež, ki dela po noč, ko mi počivamo, njegova dolžnost je pravilno uravnavanje delovanje vseh organov. In v bistvu vse, kar je, izviram iz gob. Ker v bistvu gobe, miceli pa alge so bila osnova za ta planet. Brez micelija ne bi bilo gozdov. Koliko brez čebel ne bi bilo razpraševanja. To sta dve stvari, če tega ni, je suša, je Višja puščava. inteligenca je to, a ni? Ne? A ni to višja inteligenca, ta miceli, te povezave, to je hujška računalnik. To je najdaljša mreža na svetu, kjer je cel planet prepleten z njo. Zdaj slišali, da je največja rastlina na svetu 200 kvadratnih kilometrov morska trava. Ja. Alge imajo miceli, iz micelija se razvije gliva, iz glive se razvije goba. Potem so se začele razvijati podrasti. Iz podrasti so se zelišča. Iz zelišč se je kasneje začela razvijati agrokultura. Kaj sem zadnjič bral, eno zanimivo Tukaj tezo sem obstaja bral. ena knjiga, fenomenalna življenje, skrivno življenje gozdov, ne? Fenomenalna, reci. Jaz sem bral zadnjič eno zanimivo tezo, da je vesolje ustvarjeno kot miceli, kot mreža micelija. Ja, to so te sveta geometrija oziroma... Tudi to sem hotel Evo, reči, to je spet bomo. v tej sveti geometriji, Ja, ki jo sem je od Katarine pa od Žeroma. Žeroma, ja. Točno to, kar je on naredil, opala, to je ta, govorijo matrica, ne, to je miceli. To je miceli. To je miceli. To je miceli, ja. Ne? V miceliju je L-glutation. To je učinkovina, ki izniči vse možne radiacije, vse možne stranske učinke, bilo kakršnih strupov. Govorimo tudi lahko o teh stranskih učinkov zdravil ali bilo česa. Ta L-glutation v miceliju to preprečuje. In ustvarja dosti veliko količino vode, ki jo skozi limfni sistem potem izloča skozi obtočila. Če govorimo o telesu, v naravi se pa pojavi, če ste kdajkoli hodili po gozdovih, kar iz nekje preteče voda ven. To je zaradi velike količine micelija v tem področju. Ne? Ja, res? Ja, zaradi velike količine micelija. In so testirali radioaktivne odpadke vršč na veliko količino zraven vode in testirati. Ne. Že po 14 dneh zaradi micelija, ker so ga vrgli tudi zraven dodali, je bila voda že čista pitna. Prej kot pol leta je pa že drevo zraslo, je začel drevo rasti ven. No, zdaj še povej, da bojo vedeli ljudje, kaj to je miceli, no, to je ta diamantna zemlja, to so te mreže, sveta geometrija, dajte se to malo prebrati. Zlati res in tako naprej. No, vse miceli je podobna zgodba, je zlati res, so v bistvu te nitke, ki so razpršene pod zemljo in pri jurčkih.
ne, če spomlad ugotovite, ali pa takole že, zdaj takle čas, a zdaj so že, no, malo prej, pa da vidite tisto mrežo, ko so rekli, pravijo, če stopaš na nitko, ne, pol jurča, ne, če pogledaš jurčka, ne raste več. Ne. To ne drži. Ta mreža, če to prekinemo, jurček neha rast. In te dobri gobari, to je mene naučil en res izkušen gobar, ki je rekel, na Lazah sva bila, lej poglej tam na gor, a vidiš tisto mrežo, no prav tukaj bo jurčki zrasli čez 3 dni. In je vejce nalomil in je tako nametel, da ne bi kdo tam slučajno hodil. In čez 3 dni sta šla gor, so bili na tem mestu jurčki. In mi je prvič prikazal, kako izgleda miceli skozi nitke in kako izgleda ta miceli potem že kot gliva na hlodih. In tukaj, ko bomo pol to gobo pobrali, jutr pa pojutrišnjem opazujte, kako se že začne fermentirati in nastajati nova gliva. Ja. Miceli, jaz sem si vedno Kaj s predstavljal temi tako, glivami? Ja. ko odmakneš listje in travo, so spodaj take bele nitkice, ki grejo vse povsod, take kosmate bele to nitkice. To je to. In meni je ful dobro, da če recimo na unem hribu stopaš na miceli, instantno na tem hribu gliva ve, da se je to tam zgodilo. Ja. In to je ta preskok, ta povezava, ki se mi zdi, ki jo lahko dosti povežemo s tem, kaj ti misliš, pa kaj jaz mislim, ki se velikrat dopolnjujemo. No, pa se spet vrnemo na Nadije, na te energetske kanale, subtilne, opala, to je vse to. To je vse to. Ne? Sej, to je vse narava, vse smo mi narava, vse imamo isto količino vode, isto količino trde strukture. Vse je enako narejen. Ne? In zdaj pa, ko To govorim, se odslikava. To je v bistvu, ta geometrija je to, da se ti odslikava. Naprimer, da ti lahko v orehu, ki je dobra hrana za možgane, v bistvu je, kot da bi gledal male možgane. Fižol je kar ledvička. Ja, in je dober za ledvica. Mislim, to je neverjetno. Neverjetno. Stvarnik ni nič naredil slučajno. Mi morate vedeti, da preden smo mi stopili kot homo sapiens, kot neko prvo človeško bitje na to zemljo, je bilo že vse prej pripravljeno. Zato si človek nikoli ne more lastiti ne vode, ne zraka, ne zemlje, ne ničesar, ker itak nič ne vzame sabo. Kaj bo vzel sabo? Tisto, kar bo dobrega naredil. Ne? In zemlja, ki se naveliča, tudi bruhne. Smo že prej govorili o tem, se tudi mi bruhnemo. Ne? Ampak kadarkoli bruhnemo, da je bilo kjerga, je to naš odraz. To je ogledalo. Ne? Zato je toliko poudarka na odpuščanju, na zahvaljevanju, na hvaležnosti, na ljubezni, ne gojiti sovraštva. Sej to je v teoriji lepo povedati. Ne? V praksi je pa to, jaz sem se naučil, hitro se razburam, pa takoj oprostim. Ja. Ne? In mi pa rečejo, a si ti blesal, a si ti normalen, pa ti se kar, da se pa kar režiš. Ne? Tako imamo midva, ja. Ampak to je super, hitra sprememba. Ja. To pomeni, to je šlo ven, adijo. Mejmo to kot zemlja, vulkan bruhne, nekaj naredi, se razjezi, potres zatrese, žučno rataš, to je potres v telesu. Ne? Ja, ampak gre, pa hitro, gre. takoj. Ja. In ta miceli, pa vse to, ta mreža, ki je povezana, to je v bistvu neka vrsta magnetnega polja. Ne? Zato tudi jaz recimo, ko informiram to hrano, to, kar sem prek Biona tudi dokazal na ljudeh, jaz v bistvu ne rabim, jaz dosti, da imam en plod nekega sadeža, pa da točno vem, to je iz antropologije, imam zapisan točno, kje ta sadež izvira in jaz od tukaj, od tam potegnem vso informacijo izvirno, da je točno tako deluje, kot bi na samem izvoru delovalo. Ne glede, da je posajeno tukaj, ali pa da je tukaj v tem avtohtonem področju, kjer živimo. Ne? Zakaj? Zato, ker je vse povezano s to magnetno silico, s tem miceljem. Naša misel, naše besede, naša dejanja, ta subtilni, čustveni, občutveni, ta svet, ki ga čutimo. To je vse povezano. To je vse povezano. Tako smo mi povezani, tako je miceli povezan, na unem hribu povezan s tem, gozdovi med sabo, mi ves čas komuniciramo. Vsi smo del enega celega. Ja, ker v bistvu čiste tišine ni. Kamorkoli se usedete, rečete, v gozdu sem imela tišina. Ne, je ni. Tišina je veda. Veda, ki poje. Veda, ki vibrira. In to najbolj izvirna veda, je ta, ki jo slišimo v gozdu. Ta šumenje, šelestenje, ptički. In če to prisluhnemo, začutimo celo melodijo. Tako so tudi vede za
pel, še preden so jih zapisali. Ne? In ta vedska vibracija petja je najbolj subtilna, ker seže do neskončnosti. Mantra je Om Namah Šivaja. Ima eno vibracijo, eno pot. Ne? Om Tat Purušaja Vitmahe Mahadevaja Dimahi, Tano Rudra Pračodajat, Gayatri, ima drugo vibracijo. Ko gremo pa Om Gananantva Ganapati Gum Havam Mahe Kavinka Vinamu Pamašravastamam. To je pa vedska, to je pa veda, to je pa neskončno, to pa seže do neskončnosti. In ta neskončnost je tukaj v meni. Jaz bi res rečel s tabo enkrat v Indijo. Tukaj noti je neskončno. Jaz bi res rečel enkrat, meni se zdi, da je to tako doživetje, da ga moram doživeti. Bomo šli, 100%, zato, ampak čez to pot sem šel, zato ker to je res pot razsvetljene pa duhovnosti. Bomo imeli ene par ur ali pa kakšen dan za po šopingih pa kakšno tako stvar. Ja. Vse ostalo je pa delovno. Smo že nakupili, kar smo Točno to. Vse ostalo je pa tisto učno delovno, ker vsi ti svečeniki, ki sem še danes z njimi v povezavi in ko se pogovarjam, sem z njimi v kontaktu, kadarkoli delam Agnijev obred in pošljem slike, mi takoj sporočajo, še celo ena skupina vsaj babinih študentov in pošljam in varkrat so me že prosili, če lahko takrat vklopim, da so prisotni in mi krišna govorijo. A res? Ja, oni igrajo bejzbol ali kriket, so vsi v premi, pa tam molijo zraven, tok so dobri, jaz se jim tok ne smejim. Še nekaj mi povej za konec, kaj je s temi gobami oziroma s temi glivami? Zakaj so one tako zdravilne in zdaj tudi na zadnje čase slišim, da v Nemčiji klinike ustanavljajo za zdravljenje teh najhujših psihičnih bolezni z psihadeličnimi gobicami in tako naprej. Zakaj smo gobe v zdravilstvu za nekaj časa sploh pozabili oziroma kako so čarobne, ti govoriš o tej čagi? Nismo jih pozabili, samo zapakirali so jih tako v nek paket, da se ne bi veliko govorilo od njih. Ne. Je res, da govorijo, ne, da če poješ preveč gob, da imaš težkost v želodcu, da je to balast. Je balast, ampak učinkovina, ki je pa v gobah, ker ona največ vleče nase, od svetlobe do zemeljskega tudi dela. Tudi, ko je radioaktivnost, ko je bil Černobil, so najbolj opozarjali, da ne smemo gob jesti, ker one so tako upijajo vse. Ja, samo one same sebe prečistijo, zaradi tega L-glutationa. Zeolit ima nase vleče, ampak ni tako dober transformator izločanja, medtem ko goba pa je. Mlade te trdoživke gobe, ki so, ne? Zakaj imajo gobe izjemno veliko hialuronske kisline tudi? Zato, ker se ti mladi polži, se hodijo z gobo hraniti. In goba mlada, ki še ni trda, ki še nima tiste trde plasti, se odpre. Polž se odpre slino in enemu drugemu izmenjata hrano. Kasneje polžka odide, goba dobi nase vse to, kar je od D-vitamina 3. Ganodermo so raziskovali zdajle, ki jo še raziskujejo. Ganoderma je ta goba. Ne? In še zdaj jo raziskujejo, pa niso prišli niti na 30%, pa so že odkrili 11,000 zdravilnih učinkovin. Da ne govorim o naših gobah, kot so tale kresilačica, žveplenka, česnovka in tako naprej, ki imajo pa še 10-krat več. Milijardo procentov. To vam jaz povem, ker take botanike, ki jo imamo v Sloveniji, z vodo, s poraščenostjo, z energijo, jaz sem zelo hvaležen tudi tem negativnim energijam, ki so, ker te nam dajo, da se mi na svetlobi še bolj dvigujemo. Ne glede, kako nas živcirajo, provocirajo, ne glede na vsa nasprotja, ki jih imamo, so za vse in za une, ki so v temi, pa ki se dvigujejo, pa za nas, ki hitreje svetlobno rastemo, so nam neko pomagalo, nek pushing, dej, ker če bi bili v statiki, če bi bili v pasivi, ni nič. Se ne bi niti razvijali, niti rasli. Bi shirali. Dušan, tole je, mislim, ko ti prideš, vem, da mi sploh ne moramo iti na razen, ne? Jaz sem tudi zdaj razmišljal, čakaj, imamo še 1 uro cajta, da enkrat naredimo dvojno dolgega, ampak absolutno bi morali narediti tudi kakšen daljši pogovor, ker jaz imam zate še nekaj vprašanj, ki jih sploh nisem še načel danes, ampak se mi zdi, da bi bil super sogovornik. Še veliko imamo ljudem zapovedati, pa da jim predamo. To bi bilo res lepo, ker rabijo tudi tisto preprosto
logiko, kako rast, kako začeti, kaj je treba prve korake narediti, kako narediti in se ne obremenjevati z nekimi tehnikami, znanji, ker je itak vse v nas, itak vse iz nas izvira. Ko smo enkrat odprta vrata, ki jih niče ne more zapreti, ne, to je ena od zelo lepih manter. Jaz sem odprta vrata, ki jih niče ne more zapreti. Zakaj? Jaz sem tukaj najboljšega varnostnika, Boga. On že ve, kjer ga on spustil, kjer ga ne. On že ve, zakaj ga bo, zakaj ga ne. In če ta brezpogojna vera vame, ker je Bog v meni, v vse energije, potem se nimam česa bati. Milijardokrat sem že telo zapustil, pa nazaj se vrnil. Sem pa še milijardokrat. Ampak jaz sem zdaj tukaj, zdaj, ta moment, ta trenutek. Amen. Očala rabi, ne hrane. Ne? Ja. Ta zgodbica je dobra. Tukaj ta trenutek, vse, kar vas zanima, če vam je bil pogovor všeč, prosim, zapišite, da bomo imeli en feedback oziroma en odziv, en komentar. Hvala vam. Še nekaj bomo naredili, glede na to, da smo že danes predstavili pol Dušanovo Nandiko, se lahko zmenimo, pa damo bodov Jaka v opis kakšno kodo, pa boste dobili 10% bomo dali, tako jim damo. Pa še nagradno igro bomo naredili z Zvezdaninega profila, kjer boste pa dobili za nagrado tudi kakšen produkt. Produkt lahko dobijo tudi pogovor z mano, lahko so tudi udeležen tega obreda Agnije, ki je izjemen. To smo imeli nadgradno. Ampak zdaj sem naredil nadgradno, ki je pa izjemna, kako prepeljati 8 ur traja, kompleten postopek, kako z namenom reprogramirati samega sebe z odhodom iz telesa ven, ampak to ni nakladanje, to je resnica, in kako jeti nazaj in skozi ta obred, skozi ta ogenj, ozavestiti to potem v praksi, v tem notranjem miru, ki ga hočemo imeti v sebi. No, pa smo mi zreli za en velik dogodek. Ja. Tako da, evo, hvala ti, Dušan. Like, share, subscribe. Hvala vama, hvala vsem. Pridružite se. Hvala vam, da ste z nama in hvala, Jaka. Lepih pogovorov nas čaka. Predvsem pa zdaj pripravljam knjigo o pogovorih. Jaz vam moram povedati, mislim, da so pogovori mala šola oziroma ki je na koncu velika univerza. Učiš se lahko tudi skozi pogovor, skozi zabavno, prijetno vzdušje, ne pa samo na te en govori, to je prav, to je prav, to je prav, ker je prav vse tisto, kar je. Igra je življenje in življenje je igra. Igrajmo jo z radostjo, z ljubeznijo in veseljem. In brez pravil. Brez pravil, bravo. Pravila se, pravila. Čau, čau. Čau.